te dni so Pohorje preplavili kolesarji, saj Maribor letos prvič gosti najboljše tekmovalke in tekmovalce v spustu in dvoboju z gorskimi kolesi na svetu. Današnje dvoboje si je ogledala velika množica ljudi, saj je dvoboj zelo spektakularna disciplina na izpadanje na razmeroma kratki do 30 sekund dolgi progi, ki ima še eno zanimivo lastnost. Veliko skokov in malo pravil, saj je dovoljeno skoraj vse, tudi izrivanje s proge. Med ženskami je slavila zmagovalka prve tekme, Katrina Miller z vzdevkom Killer iz Avstralije, pred Američankama Taro Lance in Leigh Donovan. Moški z največ sreče je bil Francoz Karim Amour. Drugo mesto je zasedel Mark King iz Amerike, tretji pa je bil spet Francoz Sedig Garcia. Jutri je na sporedu spust ali popularno downhill in na njem bo nastopilo tudi 14 Slovencev. Zdaj pa k velikim domačim dogodkom. Mariborsko Pohorje je bilo prizorišče spektakularnega tekmovanja za svetovni pokal gorskih kolesarjev. Ta vikend je bil Maribor središče svetovnega pokala, pa ne smučarskega, kot bi morda kdo pomislil, pač pa v znamenju tekmovanj v gorskem kolesarjenju, v dvoboju in v spustu. V soboto so tekmovalke in tekmovalci ljudi navduševali z izredno borbenostjo, s prerivanjem in drznimi skoki. Slednjih tudi v nedeljo ni manjkalo, saj so organizatorji na progi, ki je speljana delno po smučišču, delno pa po gozdu, umetno postavili kar 5 skakalnic, ki dopuščajo dolge skoke tudi do 10 metrov. Pa poglejmo, kdo so bili zmagovalci današnjega spusta. Pri ženskah je slavila Francozinja, ki je pred sezono dejala, da ne želi premagovati samo deklet, ampak tudi moške tekmovalce. To je Anne-Caroline Chusseau, po današnji tekmi vodilna v svetovnem pokalu. When I arrived, I wasn't sure to win, but Missy had bad luck, and that's the rest. Zelo razburljiv je bil moški finale, kjer je zmagovalca določil zadnji tekmovalec. Najhitrejši tudi po polfinalu, zopet Francoz Nicolas Bouliot. I heard the time from Steve, and for me it was impossible to beat this time, so I pushed very, very hard. Se lahko nadejamo tudi drugo leto novega svetovnega pokala? Leta 2000 najverjetneje ne, ker so kraji prireditelji že izbrani. Pogodbe so bile narejene tako, da v bistvu tudi nismo imeli možnosti dobiti tekme za leto 2000. Za 2001 pa bomo ponovno kandidirali in po tako uspešni prireditvi mislim, da imamo tudi precejšnje možnosti, da imamo znova svetovni pokal v Mariboru. Včeraj in danes so se na Mariborskem Pohorju prvič v Sloveniji pomerili najboljši gorski kolesarji na svetu. Vse se je začelo z izredno atraktivno in spektakularno tekmo v duelu, ki je postregla z nekaj najbolj napetimi dvoboji v zgodovini te mlade discipline gorskega kolesarstva. Najhitrejša sta bila Katarina Miller in Karim Amour. V spustu pa je bila na divji progi, kjer so se menjavali tehnični skalni in pa hitri odseki skoki, razred zase Anne-Caroline Chusseau, med moškimi pa zmagovalec Nicolas Bouliot in Steve Pitt. And when I heard the time from Steve, I say, ooh, yala. So I push hard, I try to do my best. Slovenski predstavniki tudi, vendar so kljub temu ostali v kvalifikacijah. Najboljši je bil Janez Grašič na 77. mestu. 3 napake sem naredil svetovne, ko me je sigurno final koštal. Bil sem stalno malo prehiter. Čeprav se slovenski tekmovalci niso uspeli uvrstiti v finale, pa smo lahko s dirko izredno zadovoljni, saj so skoraj vsi tekmovalci progo razglasili za eno najlepših in najzahtevnejših v svetovnem pokalu. In selimo se takoj že na Mariborsko Pohorje, ki so ga ta vikend okupirali najboljši gorski kolesarji in kolesarke na svetu. Dogajal se je svetovni pokal v spustu in v dvoboju, zato si lahko predstavljate, da ni manjkalo atraktivnih posnetkov in zanimivih izjav. Zbral jih je David Stropnik. Že v sobotnem dvoboju se je pokazalo, da bo mariborska tekma svetovnega pokala izredno zanimiva. Proga za dvoboj je postregla z atraktivnimi, predvsem pa izredno tesnimi vožnjami, polnimi preobratov in tesnih odločitev. Na koncu sta bila najhitrejša že odpisana Katarina Miller in Karim Amour. V spustu pa se več kot 200 najboljših tekmovalcev na svetu pomerilo z izredno atraktivno, skoraj 3-kilometrsko progo, nad katero so bili vsi navdušeni. Proga se začne z enim ogromnim skokom, ko ti že malo stisne srce in gre pol naprej, zelo šusam. Najboljši imajo tam okoli 65-70 na uro. Ko gre v tehničen težek del, ko je dosti sprav dež, so samo korenine in dosti kamna.
Pol gre naprej ven na travnike, ko ima hitre ovinke, ko zelo drsijo trenutno. In potem pride tista rock section, ko so kamni gladki in kar oring skale. Tam je treba super linijo dobiti. To pa je uspelo samo najboljšim tujcem, ki so tudi najtežji sektor odpeljali skoraj lahkotno. Tile grejo tako, ne, naši pa bolj tako, ne, pa malo še tako, ne. Slovenci se dejansko niso mogli kosati z največjimi mojstri svetovnega downhilla. Še najbolj se je le-tem in s tem tudi uvrstiti v finale približal Janez Grašič, ki je za finalom zaostal 67 stotink in končal na 77. mestu. Sicer sta bila razred zase Francoz Nicolas Voillot in Anglež Steve Pitt, vendar se Angležev pogon na pivo tokrat ni obnesel in fenomenalni Nicolas Voillot, imenovan tudi Vesoljček zaradi svoje skoraj nezemeljske vožnje, je ponovno slavil. I say if he arrive, I can do, and I just ride very fast, and I was surprised of my time. Med dekleti je bila v kvalifikacijah najhitrejša Missy Joe, legendarna spustašica, za katero mnogi mislijo, da je mešanica med pitbullom in piranjo, tako po karakterju kot tudi stilu vožnje. Vendar je to danes ni veliko pomagalo, saj je bila Anne Caroline Chasson razred zase in tudi edina tekmovalka, ki se je pognala naravnost čez vse skoke. I don't know, it wasn't very hard. It's just in your head you have to be good and to be sure. Spustaši so navduševali množice gledalcev. V Sloveniji smo videli že kar nekaj tekem svetovnega pokala v bolj ali manj ekstremnih športih, toda mariborski dvoboj in spust sta vse popolnoma zasenčila, vključno z mnogimi največjimi tekmovanji v veliko bolj uveljavljenih športih. Zbrali sta namreč vse zvezdnike atraktivnejšega dela svetovnega gorskega kolesarstva, od Seana Palmerja in Nicolaja Voillota do Missy Joe in Anne Caroline Chasson. Poleg tega si jih je ogledalo skoraj 15 tisoč gledalcev v neverjetnem razpoloženju, ki sicer bolj domena stadionskih športov, kar pa je seveda lahko razumeti, saj je tako spektakularnih bojev svetovni pokal v dvoboju še ni videl, pa tudi spust je postregel z najbolj atraktivnimi vožnjami zadnjih nekaj let. Izjavi najboljših tekmovalcev, tujih novinarjev, komisarjev UCI, vodji ekip, ki spremljajo v svetovni pokal, izjave kot recimo. I was just really surprised. It's not only is it an awesome race course, like seriously world class, one of my favorite, but it's an awesome venue and really dope. I mean, To so zagotovila, da bi svetovni pokal skoraj gotovo še moral priti kdaj na Mariborsko Pohorje. Najverjetneje leta 2001.